8. konferenca komunalnega gospodarstva, ki jo je pripravila Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, je potekala 20. in 21. septembra 2018 v Kongresnem centru Olimia. V spremenjenih razmerah vse višjih zakonskih in okoljskih zahtev ter spreminjanja vrednot uporabnikov narašča pomen kakovosti komunalnih storitev. Njihovo kakovostno izvajanje postaja osrednji dejavnik uspešnega poslovanja, skrb, da so storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo zahteve in pričakovanja uporabnikov, pa strateška naloga komunalnih podjetij. Programske vsebine so tako sledile usmeritvi strategije poslovne odličnosti Slovenije, ki pravi, da odlične organizacije z negovanjem kulture doseganja izjemnih rezultatov nenehno dvigujejo meje možnega in tako skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja. Vsako leto probamo dodati tisto, kar žuli v člane komunalne zbornice, in del tega je tudi kakovost storitev, in kot lahko deluje to v naslovu neživljenjsko, mislim pa, da je to zelo življenjsko, kajti z kakovostjo se sigurno dokazujemo do uporabnikov. Vtisi so odlični, zato ker so teme prave. Teme, o katerih se pogovarjajo danes na konferenci komunalnega gospodarstva, so namenjene kakovosti storitev in pa zadovoljstvu uporabnikov, kar pomeni, da s tem zajameš celoten način dela in pa osredotočiš tudi svoj pogled na kupca, na uporabnika, na državljana, na občana, skratka na svojega glavnega odjemalca. In kadar so podjetja usmerjena na tiste, ki uporabljajo njihove storitve ali produkte, takrat ne morejo zgrešiti. Nekih je zelo podrobnih raziskav o tem, kako ljudje ocenjujejo kvaliteto in raznovrstnost javnih služb. Sicer nimamo, lahko pa iz odzivov razberemo, da so z njimi v glavnem zadovoljni. Čeprav je pač na žalost tako, da se pri komunalcih, če smem tako reči, vedno pojavijo v medijih šele takrat, kad gre kaj narobe. Sicer pa se pričakuje, da se o njih ne govori, da se delo opravlja nevidno, neslišno, da ne motijo ljudi. Na teh področjih, ki jih pokrivajo komunalna podjetja, se v bistvu največ stvari spreminja. Govorim seveda o ekologiji, o trajnosti, trajnostnem razvoju, o pričakovanjih, o zaščiti, če hočete, tega planeta na koncu. Uporabniki pa moramo vedeti, da takšen standard, ki ga nenazadnje imamo tudi danes že z vsemi čistilnimi napravami, z ločevanjem odpadkov, z mnogimi drugimi rečmi, da nikoli več ne bo tako poceni, kot je bilo. Vprašanje je samo, iz kakšnega žaklja se to pokrije. Konferenca komunalnega gospodarstva je zagotovo zelo pomemben dogodek. Nenazadnje je to priložnost za srečanje komunalcev med seboj, kar se redko zgodi v Sloveniji, čeprav smo bolj majhna država, vendar se nekako ne uspemo najti v vmesnem času, tako kot bi si želeli. Seveda nič manj pomembno pa ni to, da se srečamo na strokovnem nivoju, in moram reči, da vsebine konference Zbornice komunalnega gospodarstva postajajo vse boljše. Nivo strokovnih prispevkov se viša in počasi prehajamo dejansko iz tistih mehkih znanj ali pa mehkih vsebin na bolj strokovne vsebine, kar se mi zdi zelo pozitivno. Na tem posvetu, ki se dotika predvsem kakovosti, v letošnjem letu storitev, komunale in tako naprej, je izjemnega pomena razumevanje tudi ne samo odnosa uporabnikov, ampak tistih, ki nam te storitve tudi dajajo, do okolja in narave. Večinoma zelo enostavno razumemo tisto, kaj je narava, ne, in kaj je okolje, in na ta način potem tudi ocenjujemo. Vse bolj v današnjem času se pa tudi kakovost komunalnih storitev, predvsem v povezavi z vodo,
vrednote o tem, kakšna je ta voda, ne samo to, ali vedno je. I represent EURO. This is the European Association of Drinking Water and Wastewater Services, and the Slovenian Chamber of Public Utilities is one of our members, one of 32 national member organizations. So we represent these services across Europe. We are very proud to be here and also to have the patronage of this conference. I would also like to add that the topic of this conference, quality of public services, is also something that we fully support at European level. Our members have a monopoly situation in most countries, practically in all countries at the local level. So it's very important for us to be transparent, to explain what we do to our customers, and also to prepare ourselves for new challenges, climate change, emerging pollutants. So a lot needs to be done, and we have to explain our customers why we do things the way we do and how we act to improve our services. So we fully support also the goals, the objectives of this conference.